Kaj pravite, katera trditev je bolj ustrezna? Mladost je norost ali pa bolj star, bolj nor? No, mnenje si boste verjetno ustvarili ob koncu oddaje. No, takrat se boste pa verjetno tudi že z mano strinjali, da čeprav mladi predstavljajo vozniško tveganje in pa velik vozniški problem, pa bi se mi starejši morali od mladih veliko, ampak res veliko učiti. In zato današnjo zgodbo vzemimo kot eno veliko, močno brco v zadnjico, oziroma kot eno domačo nalogo, da moramo našo skupno mobilnost predebatirati skupaj z mladimi očmi in da mogoče kakšno vozniško pravilo v fundamentih tudi predelamo. No, zgodba se nam je sestavljala več let na številnih preventivnih dogodkih Zavarovalnice Triglav. Na vseh teh dogodkih smo že v naši oddaji sproti poročali. No, tokratne izjave pa smo posneli na nedavni anatomiji vožnje, ki nekako predstavlja nek povzetek vseh teh misli, ki so se nabrali tekom let. Ampak preden se soočamo s temi izjavami, dajmo besedo mladim. Avto, kolo ali eskiro? Kolo. Eskiro. Kolo. Verjetno avto. Seveda koleso, ampak kako je lahko živiš samo z avtom. Pešačenje. Pešačenje je tvoj najljubši Ja. oblik transporta. A ima ta varianta once you go eskiro, you never go back? Veš kaj, največ se lahko zaslužiš. Večina skirojašev ali skirarjev, jaz rečem skirarjev, vozijo res nenormalno hitro. There is like some, I don't know how to say, scooters. The skiro, Yes, Kiro. Yes. That going like 50 kilometers. It's illegal in Slovenia, but Slovenian police just like, okay, no problem. Odkar so se pač ti skiroji pojavili in sem imela nek mnenje obsojujoče o njih in se mi je zdelo, oh my god, ok, pač ni šanse, da bom jaz ena izmed njih, ampak potem sem nekaj časa živela v Ljubljana Polje, ki je kar daleč stran od centra. Ja. In pač do centra res rabiš 100 let. Se počutiš varno na sketu v Ljubljani? Ne, zakaj ne? Zaradi avto. Ljudje v avtih ne gledajo dost po cestah. Da si na kolesu, pa te samo vozniki ne vidijo in tako zapeljejo vate. Pa kolesarske steze niso urejene. Kdaj kolesarjem po noči, Ja? tak jaz zelo pogosto čutim takšno agresijo od avtobusov. And they just... Avto ali javni prevoz? Javni prevoz. Služ se mi je voziti v avto, ampak ne pa voziti avto. Biggest problem of Slovenia is transportation. Oh, ok. In terms of like public transport. Avtobus. Res? Ja. To pa po mojem prvi slišim v življenju. Ker vlak ima to romantično... Ja, sem si hitrej z busom. Hitrejši z busom, res zikar. Zihar. Štopanje ali prevozi.org. Karkoli, kar ni štopanje. Zakaj ima ti je štopanje toliko več? Socialne interakcije, negotovost. Nisi imel še nobenega čudaka na prevozih? Ne tukaj, da bi me odvrnilo. A nimaš kakšne grozne zgodbe tudi iz prevozov.org? Imam ja številne. Številne. Kaj pa štopanje? Si že kdaj probala štopati? Ne. Kdaj si pa naredila izpit? Pred 6 leti. Že nekaj let nazaj. Koliko si lepa stara, ko si? Slabih 19. 19. Si ga v prvo ali drugo? Drugo. Na prehodu za pešce sem se ustavil. Čakaj, kaj? To Na se prehodu moraš. za pešce. Ampak to se moraš, a ne? Ne, na njem. A ja, na njem šteka. Ja. Kar neki. Detajli. Kar neki, ja. Detajli. Brez veze. Zdaj, naj bo ta zgodba še tako zelo pozitivna za mlade, pa ne gre zanemarjati dejstva. In dejstva pravijo, da mladi pač so tvegani. Mladi vedno izstopajo kot neko povečano tveganje, torej kot tisti, ki nekako ne plačajo dovolj premije glede na tveganje, ki ga predstavljajo zase, za ostale udeležence v prometu in pa za zavarovalnico na koncu. Verjetnost za nastanek nesreče, povzročitve nesreče nekomu tretjemu pri izkušenih voznikih predstavlja nekje okoli 3%, pri mladih je ta verjetnost 3-krat višja pri teh najmlajših. Skoraj vsak tretji, ki ima svoj eskiro, je že imel prometno nesrečo. Mladi se precenjujejo, preprosto niso tako sposobni, kot si mislijo, da so. Skoraj 3/4 voznikov eskiroja ni pravilno zavirala, kar pomeni, da niso hkrati uporabili obeh zavor. In seveda bi bilo zato zelo, zelo smiselno, da bi preprosto nase poveznili čelado. 62% mladih običajno ne nosi čelade.
Pa če vam povem še nekaj, kar v bistvu ni razvidno iz tega grafa. 40% mladih nikoli ne uporablja čelade, nikoli. Mladi tudi niso dobro telesno pripravljeni. Profesionalci pravijo, da so štorasti. Otroku mora biti dolg čas. Prej so bili otroci na igriščih. Ko si bil ti na igriščih, kaj, si se igral? Igre, ki jih danes sploh več ne obstajajo, med dvema ognjema, skrivanje, plezanje. Danes se otroci ne znajo ustaviti. Jaz zdaj delam 14 do 16 letnik in ne znajo se ustaviti. Vsak udeleženec je v povprečju potreboval 50 stotink sekunde, da je predvidel situacijo in na njo tudi odreagiral. Samozavest jim je ogromna. To je vse dobro, da si ti samozavesten, ne? Ampak, ko ti misliš jaz, se pravi, tvoj ego je velik. In ko je tvoj ego velik, ko izpostavljaš sebe, tvoja delovna navada je nizka, a cilj imaš visok. In to eno z drugim ne gre. Ne gre. Zaradi tega bi mladi morali narediti tudi kak trening več. Pa ne trening zaradi pokalov in medalj, ampak zaradi rekreacije. Zato, da bodo bolj telesno fit in potem tudi vozniško bolj vešči. Starši so izredno ambiciozni. Zelo pomembno je, da je najboljši strelec pred ekipnim rezultatom. Bojo bolj zadovoljni, če on dal 30 točno na tej tekmi, pa je ekipa izgubila. Z mladimi so torej težave, seveda nič novega. No, ampak čas je, da zdaj naredimo korak v pozitivo. Si dal zelo dobre iztočnice, da ste mladi zelo vestni, pa da paste, da nočete iti v nevarnost. Potem je pa Miro, trener, povedal, da ste pa tudi zelo veliki egoisti, pa da mislite sam nase. To dvoje ne gre zdaj skrat. Kako je zdaj? Kako? Kaj je res? Veš kaj, se mi zdi, da si glih kar narobe interpretiral to, kar je Miro rekel. Jaz bi rekel, da preoprašujemo avtoriteto in da ne bomo verjeli vsakemu bullshitu, ki ga dobimo. Ko reče neka korporacija, mi mislimo na vas. Mi vemo, da ne mislijo na nas. Se mi zdi, da smo predvsem večji preizpraševalci avtoritet. Se mi zdi, da je lahko tudi generacija, ki je bolj individualistična, kdaj se totalno strinjam in s tem imamo problem. Ampak po drugi strani je to lahko tudi generacija, ki je mogoče bolj ljubeča, pa bolj občutljiva za čustva in dobrobit ljudi okoli nas. Nismo te egoistični kreteni, ki bi bili tako, ok, vse mi je za to teto v avto, vse mi je za tega dedija v tem avtu, vse mi je za to nosečnico tam, ampak da smo čuječi in nekako probamo biti pozorni na soljudino. No, to je res lepo in lahko si oddahnemo. No, ampak zdaj prihajamo na področje, kjer pa si odločevalci morajo začeti delati zapiske. Moraš biti mentor. In ko odpreš ta prostor, ko ti zaupajo, potem se tudi lahko sodelujejo lepo in vprašajo me vprašanja, zakaj moram to narediti, zakaj moram to narediti tako. Ni samo, zdaj moram pa to narediti in zadeva je tukaj rešena, zanima jih. Seveda, naloga za učitelje in mentorje je zelo zahtevna, zato ker preprosto ne morejo učiti kar tako kot v razredu vsem naenkrat. Vsi mladi želijo imeti individualne inštrukcije. Skrajno individualni pristop. So zelo različni, ne moreš kot prej delati kot ekipo in vse za isto, ampak individualno moram pristopati. In mlade je nemogoče okoli prinesti. Pogruntajo nas na prav vsakem vogalu. Torej, da lahko mlade kaj novega naučimo, moramo res veliko znati. Prej so bili trenerji, bi rekel, avtokratski način vodenja, avtoriteta, v katero igralci nikoli ni podvomil. Danes je moja vloga čisto drugačna. V prvi vrsti moram biti pedagog, mentor in šele potem si trener. Zanima jih, stop znak imam, zakaj ta črta pred prehodom pomeni, zakaj se moram jaz tukaj ustaviti. Informacija mora biti kratka. Ko pa začnem, ti moraš njim predstaviti igro kot celoto. Celostno, da on sploh dobi predstavo. Stvari morajo jim biti smiselne in če jim znaš razložiti na smiselen način, potem bodo to tudi upoštevali. Prej ni bilo pogovora, ko si rekel, stoja na eni nogi, on je stal na eni nogi. Danes vprašaj. Vsako stvar, ki rečeš, moraš dobro, če ne, tvoja avtoriteta pade. In tukaj se zdaj soočimo z največjim problemom. Kako torej doseči kredibilnost? Vsi vemo, da imamo mnogo stop znakov v Sloveniji postavljenih tam, kjer mogoče jih ne bi ravno potrebovali. In to tudi vem, da delite to mnenje z mano v AMZS-ju. Res so kakšna stop znaki, ki bi lahko bili
trikotniki, ali pa če je v bistvu bi bilo samo trikotniki, brez stop znakov, v bistvu bi bilo na nek način mogoče lažje. No. Kaj v takem primeru naredite? Ker čeprav razumem, jih je enostavno prepričati v tisto stvar, ki je prav, ne? Ja, v tisto stvar, ki je prav, pač, ki usmišljaš, lažje pač to upoštevajo. Ne. Je pa dejstvo, je pa res, da pri kakšnih stop znakih, ko je križišče res pregledno, pa nažalost, lahko usmišlji samo, če se ne boš ustavil, pač nažalost spet ne boš šel čez, vzam si čas, ustavi se, preglej in... Kaj, zaradi tunga inštruktorja od zadnjega? Zaradi tunga, ja. Jaz priznam, da sem tega kriv, da če kdaj stop znak, tam, kjer bi mislil, da je mogoče bi mogel biti bolj prednostni znak, ne, da pač se ne ustavim čisto. Če lahko vidim, že prej sem ustavil levo pa desno, se ne bom čisto ustavil. Kar je, vem, da ilegalno. Kaj ste v tem drugačni od nas starejših? Vse to, ne vem. Vse smo si glih. No, to še tako ne. Zdaj mi tudi nimamo zaupanja v takem. No, vidiš. Neumnosti. Ja, no, vse to. Jaz mislim, da nismo tako bistveno drugačni, kot bi nam kdo hotel povedati. Torej, mladi nam zdaj jasno kažejo, da smo kakšno pravilo tudi narobe zastavili, oziroma da je kakšno pravilo tudi že zastarelo. Torej, pri nadaljnjih projektiranjih bi bilo smiselno, da bi vključili tudi kakšno mlado oko. Sploh zato, ker mladi popolnoma drugače funkcionirajo. Ko voziš, pa se vozimo nekaj časa, recimo ali po Tržaški, ali pa po avtocesti, recimo na relacijo, koncentracija mi hitro pada. Če imajo neke distrakcije, so lažje v fokusu. Ko ti voziš avto po neki dolgočasni cesti, je taka malo dopominska puščava, pač vmes malo pogledaš SMS, malo zamenjaš komad, ti nekaj huda bejba piše, nekaj odpišeš nazaj, whatever. Jaz pri sebi opažam to, recimo, da včasih rabim v bistvu nekaj, kar me konstantno malo moti, da sem bolj fokusiran. Če grem pomivati posodo ali pa delati nekaj, mi je lažje, če muziko zraven poslušam. Se pravi, imam v bistvu nek motilec, me bolj sfokusira. In Bog ne daj, da bi te besede razumeli, kot da opravičujemo uporabo telefona med vožnjo oziroma z njim povezano neosredotočenostjo na promet. Se bomo pa strinjali, da telefon postaja vse manjši problem in mi v našem uredništvu potrjujemo to na podlagi številnih izkušenj z modernimi avtomobili. Se mi zdi dosti svetla ta prihodnost, bom rekel. Ker če preložimo to na vozila, ki se razvijajo, hkrati, ja, da si ti pri polni zavesti noter, tudi če si zdaj majčke na telefonu, pa predvsem na tistih najbolj dolgočasnih delih ceste, tako kot ste se izrazili na avtocesti, se že danes avtomobili dosti dobro sami odpeljajo ta dela, da ne pride do neke menjave pasu ali kaj takega. Pa če to pomeni še, da ne zaspiš zraven za volanom, kar je tudi lahko bila težava, ker si na telefonu. Ampak da se bo mladim med vožnjo dovolj dogajalo, lahko poskrbimo tudi na kakšen drugačen način, z drugačnimi cestnimi ureditvami, ki pa seveda, kot vemo, koristijo tudi starejšim. Ful so tudi bolj vizualni. Talne označbe, pa vizualno zožanje ceste, barvne elemente, digitalne prikazovalnike na avtocesti, tu nas poročila, veliko se bolj odzovejo pač na te situacije. No, jaz vseeno upam, da bomo naše ceste popisali in porisali z enim občutkom za estetiko. In glede tega upam, da bomo mladi in stari našli nek konsens. No, zdaj je pa čas, da mlade posedamo za volan. To mi še povej, kaj so stereotipi glede mladih v prometu? Preveč zaupajo sami vase? Da, so na telefonu veliko. Divjanje, preveč poguma, kar pogostokrat je res. Poznam dosti prijateljev, ko mislijo, da če grejo hiter, so največji cari na cesti. Ja. Kdo bi pa rekel na splošno v prometu, da so bolj nevarni mladi ali starejši vozniki? Ali dosti isto? Po moje je dosti isto. Kakšni mlajši pa imajo. Mlajši. Kaj pa bi rekla, da so ponovadi razlogi, da je, ne vem... Telefon. Telefon? Ja. Ja, kaj tam v grafu, da mladi hitreje pospešujete, da v bistvu tudi zavijate bolj sunkovito, da imate take zadeve. Se pravi, vseeno imate mladi tudi malo vom tega v bistvu občutka, da bi malo bolj dinamično podali, ali ne? Itak. Vedno, ko se pogovarjamo o generacijah kot o nekem monolitu, je to zgrešeno. Absolutno smo si bistveno različni tudi znotraj naše generacije. Jaz bi sam rekel, da mogoče se to absolutno še dogaja, ampak to ni več to kul, kot je bilo včasih. Za večino ljudi nisi več car, ki furaš 140 čez naselje. Nisi tako, kjera legenda, v Benflu gre 140 čez naselje, ampak je tako, kjer kreten, nima nobene vrednosti in išče pozornost na najbolj patetičen način možno.
se mi zdi, da je ta mentaliteta prisotna pri veliko več ljudeh naše generacije, kot mogoče 30 let nazaj. Samo meni se zdi, da smo tudi starejši že to dojeli, v bistvu, da so to pač v bistvu dejansko deviantneži na cesti. Ja, itak. No, vse to je pa po mojem, da splošen družbeni napredek, da smo začeli obsojati ljudi, ki iščejo pozornost preko nekih prometnih ekscesov. No. No, seveda imamo tudi starejši kakšno zaslugo za izboljšanje te družbene spremembe, ampak dela še ni konec in prosim, poslušajmo mlade. Starejši vozniki, mlajši vozniki, sploh ta odnos do alkohola. Se mi zdi, da zdaj mlajše generacije smo bolj pozorne na to, da res ne pijemo, ko vozimo, da nas dejansko pač skrbi, da ne bomo mi povzročitelji česa takega. Ko res poslušam starejše kolege, se mi zdi recimo tudi, da je bil alkohol včasih nekaj, kar je bilo kul. Pač ti si spil 3 perčke, šel v avto, pogledal Mileno, pa si bil tu, evo me tlele s perom v roki in si bil car, ne. In danes, če probaš kaj tazga narediti, si loser, si kreten. Na žurkah smo že imeli daj situacijo, ko je nekdo, ne vem, ki se je pač gremo v avto, kdorkoli je to videl, je bila pač zelo očitna neka akcija, tako. Ej, kva ti ni jasen, nitak, da ne greš za volane, se prizdet v glavo, ker si spil 4 pere ali pa ne, 7 šotov tekile. Da se ti delaš carja na tak način, da se daješ sebe pa druge v nevarnost, to pač ni kul. To je pač sam tako najbolj neizviren, patetičen način za iskanje pozornosti.